Vidim, da tiskovna konferenca ni tako obiskana, ki je bila na začetku, ampak kljub temu sem vesel, da ste prišli, ker sem mnenja, da brez medijev takšne akcije ne morejo biti uspešne. Zaključek letošnje akcije Stop divjim odlagališčem na Barju in hribovitem zaledju je bil v soboto okoli 1 ure, se je končalo delo na terenu. Letos se je te čistilne akcije udeležilo okoli 1900 ljudi iz vseh 7 občin. Odstranjenih je bilo približno 28 ton odpadkov iz narave. To je manjša količina kot v preteklih letih. Kljub temu pa ocenjujemo, da je letošnja čistilna akcija bila uspešna, ker prostovoljci so po svojih močeh so poskušali nekaj narediti za bolj čisto okolje na Barju. Delo je bilo predvsem osredotočeno na manjša divja odlagališča, ki so v lasti države in lokalnih skupnosti. Gre se za odlagališča in odpadke ob javnih poteh, kolovozih, bregovih potokov in jezer. Večjih odlagališč se nismo lotili, ker ni bila vključena mehanizacija in pa ker gre za delo, za katerega prostovoljci niso usposobljeni. Ta zemljišča so v glavnem v lasti občin in pa države. Za čiščenje teh površin sta po zakonu odgovorni lastniki, v tem primeru občine in pa sama država. Zdaj v praksi v glavnem za to ni poskrbljeno. V urbanih naseljih je javne komunalne službe dokaj dobro poskrbijo za čiščenje okolice, kar je pa izven narave, pa praksa kaže, da dejansko ni nikogar, ki bi se sistemsko lotil odstranjevanja tako odpadkov kot tudi divjih odlagališč. Po naših podatkih ni nobena občina na območju Ljubljanskega Barja nima predvidenih posebnih sredstev v proračunu za odstranjevanje teh odlagališč, niti za čiščenje v naravnem okolju. Kljub temu pa ocenjujemo, da se odnos do dela prostovoljcev na terenu, da se izboljšuje, da v občinskih upravah se vedno bolj zavedajo, kakšen pomen ima to delo prostovoljcev pri čiščenju odpadkov, za katerega bi v bistvu morali poskrbeti v samih občinah. Naša želja je, da bi do divjih odlagališč na Barju imeli v vseh občinskih upravah vsaj takšen odnos, kot ga imajo v občini Log Dragomer. Po naših podatkih na njihovim območju divjih odlagališč ni. Če pa pride do večjega onesnaženja na javnih zemljiščih, na javnih površinah, sami na svoje stroške odstranijo te odpadke in pošljejo račun onesnaževalcu. Če pa pride do onesnaževanja na zasebnih zemljiščih, pa odredijo lastniku, da sam odpelje te odpadke. Če pa tega ne naredi, pač oni poskrbijo za odvoz teh odpadkov in pa račun pošljejo potem lastniku. Menimo, da je to pravi odnos do čiščenja, do odstranjevanja odpadkov v naravi. Poleg tega pa menimo, da morajo domačini začutiti pripadnost in osebno odgovornost za okolje. Zato smo letos tudi poskušali na tej akciji, tako kot pretekla leta, poskrbeti za večjo motivacijo. Vsak prostovoljec je v glavnem dobil takšne ocevne brezrokavnike za večjo varnost, ker se je čistilo v glavnem ob poteh in pa ob prometnicah.
zaščitne rokavice za večkratno uporabo in pa za mlajše udeležence tudi trakove odsevne. To lahko po uporabi pač zadržijo tudi čez leto za lastno varnost. Po koncu te čistilne akcije bo tudi letos organizirano evalvacijski sestanek vseh koordinatorjev na terenu, kjer bomo izmenjali izkušnje, kako je potekalo čiščenje na njihovem območju in kako se lotiti divjih odlagališč in čiščenja narave v prihodnje, pa tudi žrebanje za nagrade, pač dokaj take lepe nagrade za prostovoljce, udeležence čistilne akcije je poskrbljeno. To je nekaj besed o sami čistilni akciji, zdaj bi pa predal besedo gospodu Francu Prešernu. On je član okoljevarstvenega društva Barjanski zmaj, ki je vodil koordinacijo in logistiko tega dne se pravi z odvozom odpadkov na deponije. No, kot je predsednik dejal, sem bil zadolžen za odvoz odpadkov in sicer lahko par podatkov povem. Odvoz je opravljalo javno podjetje Snaga, in sicer v mestni občini Ljubljana in v občini Brezovica. V občinah Vrhnika, Log Dragomer in Borovnica so odvažali kamioni komunalnega podjetja Vrhnika. Od tam vam ne morem poročati, ker pač nima podatkov. Povem vam pa, kako je šlo za odvoz, kjer je upravljalo podjetje Snaga. In sicer v tej čistilni akciji je sodelovalo 6 vozil, tovornih vozil, od tega sta bili 2 vozili za dvigali, za nakladanje težjih predmetov in 4 vozila, kjer se je ročno nakladalo odpadke, in sicer predvsem odpadke, ki so bili zbrani v vrečah. Opaziti je, da v letošnjem letu, kot je že dejal predsednik društva, da je bilo zbranih manj odpadkov, komunalnih odpadkov, kar je razveseljujoče. To tudi mi pozdravljamo, ker upajmo, da nekoč čistilnih akcij ne bo treba več. Povečuje pa se količina drugih odpadkov, in sicer gradbenih odpadkov, to so ostanki rušenj, potem material od izkopov, ki ponovadi upravljajo gradbena podjetja, in različne vrste zemljin, ki se odlagajo tudi na Barju. To zasipanje barjanskih travnikov vsekakor v področju Natura 2000 ni dovoljeno, oziroma uporaba je v skladu za predpisi, ki jih predpiše kmetijsko ministrstvo. In sicer te odpadki, gradbeni odpadki in vsi drugi našteti, ki sem jih, to presega pravzaprav možno, odstranjevanje teh odpadkov presega zmožnosti prostovoljstva, zaradi tega, ker je treba imeti pač določeno opremo, se pravi nakladalne stroje in ustrezno število vozil za določeno nosilnostjo, da se to odpelje, ker to ne gre za nekaj kilogramov odpadkov, ampak se to meri v tonah in kubičnih metrih. Pa še to, odstranjevanje teh odpadkov je povezano s plačilom. Se pravi, nihče, ki bo to opravljal, noben izvajalec, tega ne opravlja prostovoljno oziroma zastonj oziroma brezplačno, marveč pričakuje plačilo, ker ima tudi stroške za odvozom. Zdaj pa še povedal še nekaj drugega, in sicer, da se okoljevarstvena zavest se v Sloveniji zelo stežka prebija.
ampak mislim, da vsi okoljevarstveniki v Sloveniji orjemo ledino tukaj in smo že dosegli nekaj dobrih uspehov, tako glede onesnaževanja zemlje, vode, pa tudi zraka. Vsekakor pa lokalne skupnosti in država premalo namenjajo sredstev za čiščenje okolja, čeprav je v ustavi v nekem členu napisano, da imamo državljani pravico živeti v zdravem in čistem okolju. Premalo se namenja sredstev tudi izobraževanju in preventivnemu delovanju. Lokalne skupnosti in država imajo represivne organe, ki so zadolženi za to, oziroma so plačani tudi za to, strani davkoplačevalcev, da to delajo. Ne? Pa se v naravi kažejo slabi rezultati, ker se število odlagališč in količina teh odpadkov se povečuje. Je pa to, če se te odpadki takoj ne odstranijo, jih rastje in potem jih je težko odkriti in potem pač tudi nima nihče interesa, da jih odpelje. Vsekakor društvo si tu prizadeva, oziroma njegova naloga je, da prispeva k izobraževanju, prosvetljevanju državljanov, k izboljšanju, tudi k preventivnemu delovanju, se pravi, da bi opazovali svojo okolico in če opazijo onesnaževalca, ki odlaga odpadke, da se pobere od njega določene podatke oziroma da se ga opiše. In tako upamo, da bi tudi z velikim prizadevanjem okoljevarstvenikov, da bi z državnimi organi, pa tudi lokalnimi, nekoč dosegli dogovor oziroma dosegli eno sodelovanje, ki bi bilo koristno oziroma v dobrobit vsem državljanom. Sodelovanje bi pa olajšalo delo nam prostovoljnim okoljevarstvenikom in tudi tistim profesionalcem v državni upravi in lokalni, ki se s tem ukvarjajo. Hvala lepa. Zdaj, jaz bi rad tudi poudaril, da gre pri tem projektu Stop divjim odlagališčem na Ljubljanskem barju izključno za projekt nevladnih organizacij, v katerega država ni vključena, niti ga ne podpira. Razlogov ne poznamo, tudi izvedba tega projekta z vsemi temi stroški je bila v glavnem na plečih družbeno odgovornih podjetij, ki so podprla ta projekt in ki ga že v bistvu 5. leto podpirajo. Vsaj za simboličnimi prispevki pa so sodelovale tudi nekatere občine, poudarjam nekatere, ne vse, kljub temu, da so bili prostovoljci pa iz vseh 7 občin. Tako da to bi bilo v glavnem vse. Zdaj pa, če imate kakšno vprašanje, dobrodošli. Če ni, bi se zahvalil, pa vas vabim pri naslednji akciji, da se nam pridružite na tiskovni ali pa tudi na terenu.